Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Včeraj je potekala 12. redna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. Zdaj, glavni poudarki so, jaz bom začel z seveda najbolj tako temo, in sicer občina, vemo, da je leta 2022 pridobila naziv listino občina po meri invalidov, no in tukaj je bilo zdaj objavljeno poročilo. Jaz sem izredno vesel, ker so bili narejeni res tektonski premiki, da tako rečem, ne samo črka na papirju, ampak dejansko se je res veliko naredilo. Cirka 1 900 000 evrov namenjamo za boljše življenje invalidov v Kranju. Zdaj, če naštejem te glavne poudarke, lani smo 42 000 evrov porabili za odpravljanje arhitektonskih ovir v sami stavbi Mestne občine Kranj, potem cirka 20 000 za to, da smo poglobili robnike na 11 lokacijah, naredili smo 11 novih parkirnih mest za invalide, potem smo tudi financirali nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko invalidov, 68 000 evrov, največ gre pa za institucionalno varstvo, dobrih 700 000, pa za sofinanciranje varstva otrok, torej tudi 724 000, in pa na koncu tudi za prevoze otrok dobrih 100 000. Skratka, delamo na tem, da bomo še naprej odpravljali predvsem te ovire za različne kategorije invalidov. Robnike, polagali bomo taktilne oznake za slepe in slabovidne, nova parkirna mesta, konec koncev pa tudi gledamo na to, da se športniki invalidi udejstvujejo tekmovanj, tako da bomo tudi to podpirali in dajali tudi nagrade za uspešno delovanje. Vemo, da so zelo uspešni. No in pa še en predlog je včeraj padel na seji mestnega sveta, tandem kolesa v sistemu kar s kolesom, to se pravi poseben kolo, ki bo namenjen invalidom. Druga taka se mi zdi omembe vredna točka, ki smo jo včeraj imeli, je seveda najava Blajvajsovega parka. Vemo, da otvoritev bo sredi maja in dela potekajo lepo. Ključnega pomena pa je to, da smo včeraj dobili zeleno luč za odkup cirka 3000 kvadratnih metrov površino Blajvajsovem parku, tam, kjer stoji zdaj tista propadajoča vila oziroma bivši vrtec, tako da imamo zeleno luč, da to zadevo čim prej odkupimo od Arrive. Naša ideja je, da bi v prvi fazi ta objekt podarili. Dobili smo namreč soglasje tudi od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da se ta objekt, da je tako dotrajan, nevaren, da se lahko podre. No in to bi želja uprave je, da to naredimo in povečamo še parkovne površine, podaljšamo ta Blajvajsov park. V nadaljevanju pa seveda, zato bi pridobili evropska sredstva, v nadaljevanju pa, ko bi se avtobusna postaja premaknila na pozicijo železniške postaje, torej z ureditvijo centralnega potniškega terminala, potem pa bi tukaj v Kranju dobili možnost širitve oziroma gradnje novih poslovnih prostorov ali pa stanovanjskih gradenj. To je pač odvisno, kaj se bo to dogajalo. Jaz mislim, da v naslednjem mandatu se bomo lahko o tem pogovarjali. Zdaj, kar se samega parka tiče, ocenjena vrednost ureditve je bila 1,2 milijona evra. Vidim, da bo končna cena malo nižja, dober 1 100 000, je pa večinoma sredstev smo pridobili evropskih sredstev, tako da dejansko dobrih 300 000 bo strošek strani Mestne občine Kranj. Potem ostalih premoženjskih so toliko majhne, gre za majhne zemljišča, da to ne bi omenjal, bi pa omenjal sam, kar se tiče pa kadrovskih zadev, seveda zelo pomembna zadeva, in sicer soglasje za imenovanje direktorja Gasilsko-reševalne službe Kranj, in sicer za obstoječega direktorja Tomaža Vilfana. Mestni svet je dal zeleno luč, mislim, da tukaj ni nobenega dvoma,
direktor svojo ekipo, tudi z poveljnikom zelo dobro opravljata svoje delo. Čaka nas verjetno glede na zgodovino kar precej izzivov in nalog. Vemo, da intervencije gasilcev niso povezane samo s požari, ampak vse več je teh naravnih katastrof, in mislim, da si gospod Tomaž Vilfan seveda zasluži še drugi mandat. To je to, kar se tiče premoženjskih in pa kadrovskih zadev. Potem pa dobili smo tudi zeleno luč, to se pravi, obravnavali smo odlok o sofinanciranju obnovi nepremične kulturne dediščine. Razpis za letošnje leto lahko izpeljemo, cirka 80 000 evrov bo namenjenih, je pa, to se pravi, vemo, da ni samo strogo mestno jedro, ampak celotna mestna občina za obnovo fasad, oken, vrat, strehe. Kar je pa novo, je pa tudi, lahko se namenja denar za obnovo spomenikov kulturnega pomena, plošč, nagrobnih kapelic, raznih spomenikov in tako naprej. Potem pomembna zadeva, da smo rezervirali denar za nakup zemljišč za potrebe novega mostu čez Savo pri Planiki, in sicer, ker vemo, da bo ta most za 1,5 metra višji od obstoječega, bo potrebno tudi prilagoditi dovozne cestišče, tako iz strani Drulovke, kot seveda iz strani Kranja. In zaradi tega smo morali tudi kup določenih zemljišč pri sami Planiki, ker bo zdaj uvoz v Planiko drugačen. Po drugi strani bomo pa tudi tam postavili avtobusno postajo, za kar bomo odkupili določena zemljišča. Mi smo včeraj imeli že tudi sestanek s stanovanjskim skladom, glede gradnje seveda stanovanjskih enot. Seznanili smo jih, da imamo že gradbeno dovoljenje, da se pripravlja razpis za izvajalca novega mostu. Tako da jaz računam, da bi lahko, če bo vse po sreči, če bo razpis ugodno stekel, da bi lahko z deli začeli že v letošnjem letu, kar je seveda pomembno za to, da stanovanjski sklad začne čim prej z gradnjo teh neprofitnih stanovanj, ki jih v Kranju, vemo, primanjkuje. Veliko debate je bilo o delu oziroma o pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin. Logično, ker gre seveda, kar se tiče neposrednih odločevalcev. Tukaj se mi zdi, da smo zdaj nekako olajšali delo njihovo in pa predvsem porabo sredstev, ki se namenja za delo za teh svetniških skupin. Na koncu še poročilo lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog. Veliko aktivnosti je bilo narejeno v lanskem letu, tudi policija se je malo bolj sistematično lotila in preverjala prisotnost drog, predvsem za volanom, zato so številke malo večje kot v preostalih letih. Vseeno pa policija ocenjuje, da so razmere stabilne, da je še vedno rezultati so ugodni, sploh kar se tiče zagotavljanja javnega reda in pa splošne varnosti. Veliko, kot sem povedal, se je na tem področju delalo z nevladnimi organizacijami. Imeli smo teden akcije Stop zasvojenosti, učenci so snemali preventivno video posnetke, tekli po Kranja, zbirali denar in pa tudi misli zoper zasvojenost. Vemo pa, da smo za leto 2022 pridobili naziv najbolj varna mestna občina in Kranj dejansko ostaja varno mesto, tako da smo lahko s tem zelo zadovoljni. Bi lahko še to povedal, da se je seja prvič snemala, da bo posnetek objavljen na mediju YouTube, tako da si bodo lahko naši občani in občanke ogledali dejansko, kako sama seja poteka. Včeraj je bila kar velika prisotnost na tej seji, naslednja seja pa bo potem maja in pa še junija, to je do počitnic. Lahko še kaj o regijski bolnišnici odgovor?
Ja, jaz sem zelo vesel, da poleg županov 10 gorenjskih občin od 18, da smo dobili tudi podporo županov ostalih občin okoli tukajle Kranja, torej Komenda, potem Mengeš, Kamnik, potem Vodice. Še vedno dežujejo tudi Domžale, županja Domžal se je tudi odzvala. Veliko je tudi zdaj v medijih, predvsem strokovne razprave strani doktorjev, da je nujno, da je gorenjska bolnišnica v Kranju glede na največjo koncentracijo prebivalstva, da če je potrebno, seveda šteje vsaka sekunda in se tudi stroki zdi nelogično, da bi bila bolnišnica tako daleč od take koncentracije prebivalstva. Drugi župani pa točno vidijo to, ugodnost tudi za njihove občane, kajti dosegljivost kranjske bolnišnice je seveda mnogo boljša kot kliničnega centra v Ljubljani, ali pa če bi se morali nekje iz Kamnika ali pa iz Domžal voziti v Radovljico ali na Jesenice. Zdaj, kdaj bo končna odločitev? Zdaj, kot vem, študija je izdelana, bila poslana na Ministrstvo za zdravje in zdaj čakamo to odločitev. No. Mi smo veseli, da se je še to naredilo, ker se je dejansko videlo, da Kranj po vseh kriterijih je najbolj primerna lokacija za gorenjsko bolnišnico. Potem lahko še to povem, da tudi dodatno, ravno to smo imeli zadnjič v torek na kolegiju, gradnja kanalizacije strani Golnika. Zasebni investitor nas je obvestil namreč, da bo začel z gradnjo bolnišnice na Golniku, najprej z podiranjem, z rušitvijo obstoječe stavbe, tako da nekako zaključek je, da do konca prihodnjega leta naj bi bila ta bolnišnica končana. Seveda pa za porabno dovoljenje tudi potrebuje ustrezno kanalizacijo, kar jo bomo tudi naredili. Seveda čakamo pa še odločitev, ali bo država financirala investicijo tudi v obstoječe objekte na Golniku. Vemo, da je po načrtih nov laboratorij, tako da dejansko tudi ta del Kranja se bo razvijal. Danes tale korita, drevesa v koritih. Nažalost ne bomo uspeli iti tja, pa je fino. Ja, drevored, ki ga bomo postavili v starem mestnem jedru, seveda skupaj z krajevno skupnostjo Center, od dejansko mestne hiše pa do cerkev Svetega Kancijana, gre za 12 dreves, korit, poleg tega pa še 3 korita bodo ob vodnjaku, ob klopcah, tako da poleg tega, da bomo, da tako rečemo, lepšali podobo starega Kranja, bo tudi seveda blagodejno vplivalo na vročino, sploh v poletnih časih v starem Kranju. Se bo ta projekt še kaj nadaljeval? Ja, seveda, v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest smo si začrtali, da bomo čim več dreves zasadili po Kranju. In kako bo odziv tukaj v Kranju, jaz mislim, da bo zelo dober, bomo seveda s tem tudi nadaljevali. Jaz sem res pristaš tega, da čim več ozelenimo, kjer se le da, in Kranj je zelen. To mi govorijo obiskovalci, tudi recimo Planina je lepo ratana, taka lepa soseska, zelena soseska in res smo lahko ponosni, da imamo toliko zelenih površin v Kranju. Jutri pa nov most v Zgornji Besnici. Jutri nov most, res da ni tako odmevna zgodba, ker gre za manjše število prebivalcev, ampak vseeno. Dejansko vse je šlo po načrtih, res da smo za začetku postavili pontonski most, ampak zdaj je pač most tako, kot mora biti. Poleg tega smo pa nizvodno in gorvodno uredili seveda vse brežine v dolžini 50 metrov, tudi sam dovoz ceste, tako da dejansko, če se bo slučajno še kaj zgodilo, razne vremenske ujme, mislim, da, oziroma sem prepričan, da je tam zelo dobro urejeno in da se zgodba ne bo več ponovila.
Pa še participativni proračun, prihodnji teden delavnice. Prihodnji teden 17. Aprila se začne prva delavnica, 3 bodo v aprilu, 2 delavnici še v maju. Vemo, da smo letos res naredili korak naprej za drugo leto, da gre za 2-letni participativni proračun, kar pomeni, da se bodo lahko izvedli objekti večje vrednosti do 48 tisoč in pa projekti, ki potrebujejo več kot 1 leto od načrtovanja do izvedbe. Tako da vabimo zdaj seveda vse občanke in občane, da sodelujejo najprej pri idejah, potem bo komisija to pregledala, ideje lahko pošiljajo do 31. maja, do konca maja. Zdaj imamo res končno dovolj časa za to, da potem v letih 25-26 izpeljemo ta participativni proračun. Tako da se že prav veselim, kakšne ideje bodo, predvsem pa, da ne bomo več pod takim časovno presijo, kot je bilo v preteklosti. A lahko še SMS? Ja, lahko. Jutri 7. seja Sveta Gorenjske regije na Visokem, kakšna točka posebej izpostavljena? Ja, predvsem vemo, mi smo iz naslova DRR-ja dobili Gorenjska regija cirka 40 milijonov za sofinanciranje različnih projektov in jutri bo ena od teh debat, kako ta denar razdeliti med občine. Seveda kriterije prvi vrsti predvsem projekti, ki se lahko začnejo izvajati. Vemo, da je dejansko še dovolj časa, ampak dokumentacija včasih traja kar vrsto let, saj mi imamo tudi take izkušnje, tudi druge občine. Tukaj mislim, da ne bo kakšnega problema, na koncu koncev vsi gorenjski župani znamo skupaj stopiti pa videti, kaj so največje potrebe, tako da to bo glavna tema. Jutri sem pa vesel, da to je bil tudi moj predlog, da se ne dobivamo sam tukaj v Kranju, da gremo še malo naokrog in gremo malo ven iz Kranja, v škofjeloške konce. Kateri projekte ima Kranj tukaj? Tukaj prvi sigurno ureditev kanalizacije Čirče-Hrastje, to je ključnega pomena. Za nas to je edin tak pomemben projekt, na katerega bomo štartali. Vemo, da zdaj bo možno tudi sofinancirati DDV, tako da bo pa izredno zahteven projekt, ker to v primerjavi z Gorki 1 in Gorki 2, ker so bila zemljišča dejansko relativno v redu, peščena ali pa zemlja, tukaj bomo verjetno naleteli na problem skale, kar bo seveda kar zahteven projekt, kar se tiče izgradnje te kanalizacije. Vemo, da ideja je, da bi sistem Hrasti peljali v čistilno napravo Trboje, tega iz Čirč v Kranjsko čistilno napravo. Skratka, imamo kar precej investicij, tudi ta, da moramo narediti, zdaj gre pač, je šel razpis ven za industrijsko cono Hrastje, to se pravi za komunalno infrastrukturo. In tudi tukaj bo potrebno kar nekaj novih odsekov, predvsem od bodočega nadhoda pri Tušu pa do McDonald'sa, tukaj bo treba na novo zgraditi stvari. Tudi en del više gor, to se pravi, da se priključimo na trenutno to cev, ki je v lasti Šenčurja. Kar precej komunalnih zadev bo treba v prihodnjih 2-3 letih rešiti v Kranju.